ime? Šola za častnike že tradicionalno izvaja vojaški tabor za polnoletne dijake, študente, pa tudi druge polnoletne državljane Republike Slovenije, ki si pač želijo preskusiti v 2 tednih en mali del vojaškega življenja. Z današnjim dnem, torej 6.7. smo začeli z vojaškim taborom, ki bo trajal naslednjih 14 dni. Aktivnost se danes preslika v Bohinjsko Belo, kjer smo prvi teden v zidanih objektih. Od tam izvajamo rotacije, dijaki študenti bodo streljali v plezalni steni, bodo plezali in pa potem spoznavali različne takšne ali drugačne vojaške vsebine in pa veščine v skladu s programom. Odločila sem se za tabor, zato ker imam bratranca v vojski in me je navdušil. Pričakujem pa čim več vojaškega življenja in zanimivo druženje z drugimi udeleženci. V drugem tednu se dijaki in študenti prestavijo na vadbišče Mačkovec, na taborni prostor, kjer spoznavajo taktične postopke enot, torej manjših enot na nivoju oddelka in potem na nivoju voda. Cel vojaški tabor pa se zaključi z glavno prikazno vajo, ki bo potekala letos 17.7. isto na vadbišču Mačkovec. Tam dejansko na nivoju cele čete, torej z vsemi 3 vodi, prikažemo postopke, ki so se jih dijaki in študenti naučili. Na vojaškem taboru sem že 3. leto zapored, tako da približno vemo, kaj pričakovati, ampak vseeno vsi skupaj v našem vodu pričakujemo 6 stopničko više od lanskega leta. Po končanem študiju se seveda nameravam zaposliti v Slovenski vojski, tako kot večina našega voda. In verjamem, da bomo vsi uživali kot vsak. Moram povedati, da letošnji odziv na vojaški tabor je bil zelo dober. Na začetku smo imeli nekje 140 udeležencev, torej prijav, z vsemi selekcijskimi, zdravniškimi postopki in pa trenutno problematiko COVID smo prišli na končno številko 85, od tega nekje 52 različnih šol. Desnim krilom